Skrivnostni svet energij in izobraževanje o tem se seveda nadaljuje. Zopet je sreda in čas, da razkrijemo kakšne nove stvari, ki jih boste potem lahko, upam, da uporabili v svojem življenju. Toplo priporočam, da raziskujete, berete in pa predvsem preizkušate stvari, ki jih povem, ali pa tehnike, ki jih pokažem, zato, da boste res začutili, kaj je to energija. Jaz vem, da recimo, ko naredim kakšno tehniko, te magične kretnje, ali pa tudi tai chi, qigong, se mi močno dvigne energija. In šele takrat v bistvu zaznam, kaj se pravzaprav z mano dogaja. Recimo, da prej mislim, da sem okej, da je vse v redu, potem si pa dvignem energijo, pa vidim v bistvu, da nisem toliko okej, da mogoče imam neke občutke v ozadju, ki me žrejo, po domače povedano, in si potem s tem pomagam, da lahko v meditaciji naprej predelam to, transformiram, zato da se osvobodim in da lahko grem naprej. Kje energija zastaja, si lahko zelo preprosto pogledate v življenju, kje vam določene stvari stojijo. Jaz vedno pogledam, na katerem področju pri meni kaj šteka. Takrat grem v bistvu globje v to in recimo, da me neke stvari motijo ali pa da bi rada, da se procesirajo naprej, vem, da moram pogledati vase. Torej, nekaj je znotraj mene, neka energija, ki tudi zastaja in jo moram najprej to energijo pognati v tek, da se mi bo potem v fizičnem življenju lahko naredilo tisto, kar želim. Se pravi, nekaj zmaterializiralo ali uredilo, ali se pokazalo, ali kakorkoli. Glejte, res vam polagam na srce. Vse, kar se okoli tebe dogaja, je odraz tvoje notranje energije. Se pravi, vsaka stvar v življenju je odraz. Jaz recimo pogledam tudi simboliko, kaj mi ljudje sporočajo, ali pa ko se z nekom pogovarjam, ko mi nekdo nekaj pove o sebi, da ga nekaj, mogoče mori, grem vase in si rečem pismo, verjetno pa tudi mene to mori, zato sem srečala tega človeka, da mi je povedal te stvari o sebi sicer, ampak nekaj pa kaže tudi o meni, ker jaz sem tako kot magnet, pritegnem tisto, kar jaz sem. Včasih je to težko mi pogledati, ali pa tudi kar nočem, pa kar rajš ne bi pa, pa sej ni tako, ampak moram reči, da do zdaj se je še vedno tako mi potrdilo, da je to vse res in da je to v bistvu bilo tudi del mene. Recimo tudi, ko delam z ljudmi, vsak mi pokaže ogledalo, vsak mi pokaže določeno energijo, ki je tudi v meni in ki jo moram tudi jaz se z njo soočati in jo predelati. Ni to tako, da jaz kar samo pomagam ljudem in njim gre bolje in so fajn, ampak v bistvu tudi jaz zraven delam na sebi. Zdaj, v prejšnjo sredo sem obljubila, da bom pokazala tehniko za čiščenje virusov v telesu. To je posebna tehnika, je malo težja in dobro, jaz upam, da se jo boste lahko iz videa naučili. Je pa prav namenjena temu, da čisti vse tisto,
kar, bomo rekli, ni naše v naših celicah, to so ti virusi, in se lahko pokaže na različne načine. Eden izmed teh je, zdaj, ko je tako spremenljivo vreme, pa ko ne veš, kako bi se oblekel, sem bila jaz že 2-krat na meji, da bom se prehladila. Takoj, ko sem začutila, da me daje, sem naredila par stvari. Prva stvar je bila, da sem šla počivati. Namensko sem se ulegla in to ne samo, da sem šla spat, ampak sem v bistvu naredila plejadsko komoro za zdravljenje. To je ena taka lušna tehnika, ki v bistvu res pomaga, da ozdraviš, kakorkoli, zdravi tvoje celice, pošilja zeleno svetlobo vanje in dejansko jaz jo zelo močno čutim, zdaj, če ste bolj zaznavni, boste tudi vi začutili. Ne bom jaz sicer pokazala danes, morate kar priti k meni, da vas poznam s temi tehnikami, ker je nemogoče takole vse prenesti preko videa. Se pravi, ulegla sem se, naredila sem to komoro za zdravljenje in potem sem se čuvala tisti dan, da sem čim več počivala. Mislim, da sem šla tisti dan 2-krat po 1 uro ležati, prav čisto na primeru, dihala lepo to zeleno svetlobo. Potem sem naredila to tehniko za antivirusno tehniko, se pravi, boste jo na koncu videli. Sem jo naredila kar 5-krat in še pomagala sem si seveda z dodatki prehranskimi oziroma s C-vitaminom, D-vitaminom, predvsem pa z probiotiki. Meni osebno probiotik, vidim, zelo pomaga, ker probiotik te v bistvu tvoje črevesje napolni z dobrimi bakterijami in te dobre bakterije potem uničujejo te slabše. In tudi to je en del, s katerim si lahko v bistvu pomagate, ko čutite, da boste zboleli, pa ni še čas za to. Seveda je bilo tudi, pri sebi sem videla, da sem bila tudi izčrpana že malo, zato ker sem imela zelo veliko, sem delala, tudi veliko delavnic in sem se mogla nujno, sem začutila, zdaj pa čas, zdaj pa dovolj. Tako da, v svojem vsakdanu v bistvu tudi pazim na sebe, da počivam, ker je to potrebno, ne samo zaradi samega počitka, ampak tudi, da se mi malo umiri moj ker se veste, ljudje smo radi v glavi, pa skozi nekaj razmišljamo, pa zdaj je treba to, pa ono, pa tretje, pa to sem pozabila, pa ono bi mogla, pa. Tako pa se v bistvu, ko se uležeš in ko delaš to komoro, se popolnoma sprostiš. Sprostiš tudi svoj sprostiš lahko telo potem za to, ker v bistvu je to vse povezano, se vemo. Tako da priporočam, da čim več počivate. Torej, o virusih sem povedala. Zdaj bi pa se dotaknila še ene stvari in sicer kako v bistvu obuditi bojevniškega duha. To je zdaj ena stvar, ki mi je spet prišla na pot. Zdaj je prišel čas retrogradnega Merkurja. To pomeni, da bo vleklo ven stvari, ki so za razrešiti, občutke, energijo, dogodke, ljudi. Vse to zdaj vleče retrogradni Merkur na plano in imamo tukaj in je fajn, da se s tem soočimo, predelamo, sprocesiramo, transformiramo. Zdaj v teh letih, kar sem jaz delala na sebi, sem bila večinoma mogoče potisnjena v to. Čeprav sem se jaz sama za to odločila, je bil vsem, so me situacije, življenjske situacije, ves čas malo silile v to, da sem vztrajala na tej poti. Ugotovila sem v bistvu, da se mi je ob najtežjih situacijah
najbolj dvignila moja zavest in sem takrat največ energije dobila nazaj. Seveda, če sem šla v razreševanje in v čiščenje tega, ne samo, da je bila težka situacija in sem jaz dobila energijo nazaj. Težke situacije so v bistvu zelo dobrodošle v življenju človeka, ker takrat najhitreje in najbolj napredujemo. Težka situacija te prisili nekako, da se soočiš sam s sabo. In to soočenje potem potegne za sabo, da dobiš svojo energijo nazaj. In jaz, ko sem zdaj, ravno te dni, ko so bili prazniki in malo več sem razmišljala od te moje poti, sem se spomnila, da dejansko sem res najbolj napredovala v teh težkih situacijah. Zdaj, jaz mislim, da vsakogar v bistvu vodi neka nevidna sila, tudi zase čutim, da je temu tako, nek duh ali višji jaz, ali kakorkoli že temu vsak poimenuje. In on točno ve, česa si ti sposoben in tudi, kaj lahko v bistvu v tem trenutku predelaš. Se pravi, dobiš paket, katerega si sposoben predelati. Tako da ne mislim, da pa zakaj glih jaz, pa zakaj se to meni dogaja stalno. Ne, dogaja se ti z namenom. Ja? Tvoja duša si želi naprej. Tvoja duša si želi osvoboditi se teh nepotrebnih stvari. In ta paket vedno pride v pravem času. Včasih je težko, težko, ker si misliš, pa spet, in tako naprej. Če si sebe govorim. Samo potem, kasneje, ko pa jaz vse to predelam, pa mi je pa tako fino sama sabo, tako se počutim dober in hvala Bogu, prav sem vesela, da sem dala to česa. In zdaj vidim tudi, da se mi zopet začenjajo prihajati te malo večji paketi. Je pa res, da sem se tudi odločila ene stvari, zdaj že en čas, kakšen mesec, sem si zadala nove namere in jasno, energija gre v to smer in me zopet sili v soočenje tega. Tako da, ko pridejo težke stvari, ko se vam dogajajo tiste zoprni občutki, dogodki in tako naprej, vedite, da je to zato, da greste naprej. Takrat se tudi zbudi vaš bojevniški duh in to je tako dobro občutiti, ko si tako kar napolnjen s tistim bojevnikom in dihaš in se rečeš, zmorem to. Imeti pa treba seveda za te stvari tudi dovolj energije. In zato jaz ves čas poudarjam in še bom poudarjala. Energija je bistvo vsega. Energija je ključ. Tvoja lastna energija, to je ključ vsega. Karkoli se ti v življenju dogaja, poglej vase, dvigni svojo energijo in potem ti bo vse lažje steklo. Torej, sprejmite svoje pakete, poglejte, zakaj se vam to dogaja, ne samo reči, pa zakaj glih meni, pa jaz, ali pa ne zmorem, ne znam, kako bom jaz to zdaj lahko. Če dobiš nekaj v danem trenutku, si sposobna se s tem soočiti. Ne misli, da ne. Zato pejte, bodite bolj odprti do tega, poglejte si, kaj vam kaže okolica, poglejte si, kaj to za vas pomeni in spreminjajte te notranje vzgibe.
in boste kmalu videli potem, da se že začenjajo stvari urejevati v vašem življenju, kar same od sebe. Čeprav ni bilo glih, da so bile same od sebe, ampak ste vi bili tisti, ki ste naredili to spremembo. Ampak vseeno se potem ni več treba nekaj matrati. Ker dostikrat mislimo, da se moramo matrati, pa se v bistvu ni treba. Če pogledamo vase, če naredimo tisto, kar nam naša intuicija pravi, potem bo vedno vse tako, kot mora biti. Želim vam čim prejšnjo obuditev vašega bojevniškega duha, ker je to res ena enkratna stvar. Zdaj vam bom pa pokazala še to tehniko, antivirusno. Lahko jo delate zraven, lahko si jo pa pač samo ogledate in če bi si jo želeli naučiti, veste, kje me dobite. Vas lepo pozdravljam, do naslednje srede. Čau, čau. Pokazala bom tehniko, ki se imenuje Metul in v bistvu je antivirusna tehnika. Torej počisti vse viruse, ki so v našem telesu in v naših celicah.